Lepo pozdravljeni. Danes je sveti večer, ki ga bomo preživeli v pričakovanju Božiča. To je dan, ki daje upanje in pričakovanja, da bo novo leto boljše in lepše. Za vse vernike je to zagotovo eden od najbolj pomembnih praznikov, pa tudi tisti manj verujoči ga imajo radi in prav je tako. Kljub prazničnemu večeru pa je v tokratnih novicah tudi nekaj resnih tem in vabimo vas k ogledu. Poudarki današnje oddaje. Zagorski občinski svetniki so imeli 20. redno sejo. Občina Litija eno leto v Zasavski regiji in regijski razvojni agenciji Zasavje. Pomembna seja mestnega sveta Litija. V Moravčah imenovali svetovalca župana za vrednote NOB. Na svoji 20. redni seji se je v ponedeljek sešel občinski svet občine Zagorje ob Savi. Ta je potekala brez posebnosti, saj so svetniki in svetnice soglasno potrdili vse predlagane sklepe. Svetniki in svetnice so sprejeli občinski proračun za prihodnje leto. Kot je povedal župan Matjaž Švagan, je zanj osebno ta proračun na nek način poseben, saj je že 30. v njegovi županski karieri, večino od njih pa so svetniki in svetnice sprejeli soglasno. Tudi proračun za leto 2022 je investicijsko in socialno naravnan. Kot je povedala vodja oddelka za finance Jelena Mlakar, občina Zagorje ob Savi v letu 2022 načrtuje prihodke v skupni višini 19 milijonov 180 tisoč 644 evrov in odhodke v skupni višini 20 milijonov 894 tisoč 686 evrov. Proračunski primanjkljaj v višini 1 714,42 evrov bo pokrit s prenosom načrtovanega ostanka sredstev na računu iz leta 2021 v ocenjeni višini dobrih 2,1 milijona evra. Občina v letu 2022 ne načrtuje dodatnega zadolževanja. Januarja 2021 je občina Litija postala članica Zasavske regije. To je bil vsekakor pomemben trenutek v njeni zgodovini, saj je tako iz zahodne slovenske regije prestopila v vzhodno, kar ji daje večje možnosti za pridobivanje evropskih in državnih sredstev. Po besedah podžupanje Lijane Lovše se to že udejanja, tako da je bil ta korak zagotovo pravilen. Z vključitvijo v Zasavsko regijo pa je občina Litija postala tudi članica regijske razvojne agencije Zasavje, kakšni so rezultati pa v naslednji izjavi. Od 1. januarja letošnjega leta je res občina Litija tudi v novi regiji, se pravi Zasavski razvojni regiji. Torej smo pač povezani z regionalno razvojno agencijo Zasavje in mislim, da smo že kar nekaj aktivnosti v tem letu izvedli, čeprav je pač to eno prehodno leto, ko pač se zaključuje prejšnja finančna perspektiva, pripravlja se na novo finančno perspektivo in v bistvu je treba najprej urediti vse pač te dokumente, ki so potrebni, da se potem lahko sredstva iz Evrope črpajo. Predstavnika občine sva v svetu razvojne regije, tudi vodi ga naš župan Franci Rokavec, ta svet razvojne regije. Potem imamo pa še razvojni svet regije, kjer smo pač predstavniki občine, kjer sem pa član tega tudi sama in pa seveda tudi župan. V tem trenutku se pripravljajo, se pravi, programski dokumenti, to je program za obdobje 2021-2027. Pripravljen je že prvi osnutek. Mi smo pač pazili, da bomo tudi občina Litija vključena v ta program, glede na to, da pravzaprav ostale zasavske občine nekako še niso navajene, da je tudi Litija del te regije razvojne, no in tako da smo pač tudi ta dokument opremili z našimi podatki, tako analizo stanja, ki je v našem okolju, kot tudi z predvidenimi projekti, ki ne bi se izvajali v naslednji finančni perspektivi.
Jaz moram reči, da sem pozitivno presenečena, da nas jemljajo kot enakovredno članico. Tudi mislim, da je zelo pomembno, da je tudi naš župan predsednik sveta, ker potem seveda tudi informacije potekajo v obe smeri, čisto drugače, sigurno, ne, si pač tudi seznanjen, si zraven, ne. Ja, tudi recimo to sodelovanje se je že izkazalo tudi pri prvem projektu, ki smo ga že pripravili in oddali vlogo. To je en okoljski projekt, kjer smo kandidirali na program LIFE in so sodelovale pravzaprav vse zasavske občine, zelo v redu, tako da jaz mislim, da tako sodelovanje pravzaprav bi moglo biti tudi naprej, da bi poskušali čim več tudi skupnih projektov narediti in potem tudi seveda oddati. Mislim, da je to edina možnost pravzaprav tudi za razvoj naše zasavske regije. Litijski mestni svet je imel pred kratkim svojo redno sejo, ki je bila po besedah predsednika Borisa Doblekarja izjemnega pomena. Večkrat smo že poročali o težavah mestne skupnosti z upravljanjem športne dvorane, zdaj pa kot kaže, se bodo zadeve uredile. Pri tem je optimističen in pričakuje boljše čase, predvsem pa, da se jim ne bo potrebno več ukvarjati zgolj športno dvorano, ampak se bodo lahko posvetili tudi drugim problemom, ki jih v mestu Litija ni malo. Zelo pomembna seja, kjer smo sprejeli kar veliko sklepov, predvsem kar se tiče upravljanja same športne dvorane Litija, za katero seveda ima mestna skupnost tudi pristojnost v imenu občank ali pa meščank in meščanov. In sicer naložili smo z sklepi, da mora občina Litija, ki je večinski uporabnik vsaj tega športnega dela, poravnati svoje obveznosti, ki jih ne poravnava že od meseca septembra. Mi smo samo sklepom naložili naši finančni službi, ki za nas ureja finance, da na osnovi pripravljenega cenika, ki smo ga seveda tudi sprejeli, sprejeli smo 2 cenika, enega za osnovno šolo, ki upravlja svoje dejavnosti v športni dvorani, in pa drugi cenik za društva in pa za klube. Ta drugi je malce višji in po tem ceniku, po dejanski uporabi, ure so vse popisane, strani Matetove družbe, ki za nas upravlja vzdrževanje oziroma upravljanje dvorane trenutno, bo potrebno ta račun izstaviti. Potem bo treba izstaviti račun tudi podjetju Istrabenz plin in za porabljeno energijo električno in pa vodo, ki jo uporablja, in to že kar od konca, ko je SPL zaključil z mestno skupnostjo, kar se tiče dvorane, koncesijsko pogodbo, so te stvari ostajale odprte. Skratka, vse mora biti urejeno, ne? In zdaj mi te položnice redno, mestna skupnost redno plačuje vsem dobaviteljem, občina pa je pa tukaj čakala, ne? In tudi za nazaj v čas, ko je bila korona, ne, epidemija razglašena, so potem bili klubi prvoligaški v dvorani, pa se zato ni nič plačevalo v mestni skupnosti. Seveda tukaj smo bili soglasni, bila je tudi opazka strani sveta podana, kar se tiče parkirišča pred športno dvorano, za katerega si seveda mestna skupnost plačala urejanje, sedaj pa ga uporablja občina še vedno, ne. In te stvari bo potrebno kar v najkrajšem času tudi urediti. Iz občine Moravče so nam poslali naslednjo novico. Župan občine Moravče, dr. Milan Balažic, je prejšnji petek za svojega svetovalca za zadeve borcev za vrednote NOB sklepom imenoval Stanislava Ravnikarja, dolgoletnega člana, bivšega podpredsednika in vršilca dolžnosti predsednika Združenja borcev za vrednote NOB Moravče. Na ta način bo okrepljeno delovanje občine Moravče pri obnovi partizanskih spomenikov v prihodnjih letih in svečano obeleževanje pomembnih obletnic partizanskega boja za svobodo na Moravškem. Smrt fašizmu, svoboda narodu. Letos obeležuje Zasavski muzej Trbovlje 70 let delovanja. Častitljivi jubilej so proslavili z občasno razstavo.
K sodelovanju so povabili zastopnike prevladujočih poklicnih skupin in dejavnosti v Zasavju ter posameznike, ki izstopajo po svojih dosežkih, naslednike tistih, ki so na področju umetnosti, športa in kulture ponesli ime Zasavja daleč čez njegove meje. Ob častitljivi obletnici muzeja pa je bila izdana tudi knjiga. Ja, razstavo smo si zamislili res nekako v 4 delih, s tem, da ima muzej samo 3 razstavne prostore. V prvem prostoru je zgodovina muzeja v zelo kratkih očrtih, potem sledi predstavitev najbolj tipičnih zasavskih poklicev in presežkov, ki so ime Zasavja ponesli tudi v svet. V tretji sobi je nek prostorček, ki mu rečemo dnevna soba, kjer se lahko obiskovalci sproščeno pogovorijo, kako so oni doživljali svoj poklic in kjer lahko tudi snujemo nove ideje za naprej. No, 4. sobo pa smo si zamislili kar na naši spletni strani. Tam so objavljeni muzejski predmeti, hkrati pa pozivamo tudi obiskovalce spletne strani, da nam prispevajo svoje zgodbe in v muzej prinesejo tudi svoje predmete, ki jih asociirajo na opravljanje njihovega poklica. Ja, zdaj, kako smo se odločali za te poklice, katere predstaviti, katere ne. Žal, prostor je seveda omejen, zato imamo predstavljenih 17 poklicev in dejavnosti. Normalno je seveda, da v Zasavju začnemo z rudarstvom in rudarjem, ki bo kmalu, oziroma je že, izumrl poklic. Končujemo pa z dr. Mašo Jazbec, raziskovalko androidne znanosti. Še to mogoče, da k tej predstavitvi vsakega poklica sodi tudi povsem osebna zgodba človeka, ki je ta poklic dejansko opravljal. Do kdaj pa si lahko ogledamo razstavo? Razstava bo pa odprta do sredine maja naslednjega leta. Te dni nastaja zanimiva zgodba ene od znanih Zasavčank. Pravilneje je, da se nadaljuje, saj Marjeta Hribar ni neznano ime. Če smo jo doslej poznali predvsem v Zasavju in v širšem slovenskem prostoru, so sedaj zanjo izvedeli tudi v tujini. Pa ne kjerkoli ali kdorkoli, ampak bo sodelovala kar na eni najbolj prestižnih podelitvi nagrad na svetu, na podelitvi glasbenih nagrad Grammy. O samih slovitih nagradah ni potrebno izgubljati besed, saj se jih vsako leto udeležujejo najbolj slovita glasbena imena na svetu, zato je uspeh zasavske oblikovalke še toliko večji. Kar se tiče Grammyjev samih po sebi, glede na prejšnje projekte, ki sem jih izvajala, se mi je zdelo, da mogoče bi lahko sledil kakšen nov projekt. Nisem pa pričakovala, da lahko pride povabilo tudi recimo strani čez lužo. In recimo povabilo, ki sem ga dobila za sodelovanje pri Grammyjih, me je najprej kar malo šokiralo. V bistvu sem bila nekaj časa kar malo tih in si nisem točno predstavljala, kaj naj s tem naredim, ker je v bistvu se mi je zdelo, da je tako kar malo velika zadeva. Po razmisleku sem se odzvala in smo sklenili nekakšno sodelovanje, da bojo moji izdelki pač v darilnih vrečkah in za nominirance Grammyjev, ravno tako pa tudi za glavne PR, to pomeni pač predstavnike za stikov z javnostjo. In jaz se tega projekta že zelo veselim, ravno kar smo že na tem, da nekako so dokončni izdelki izdelani, da se odpošljajo in da v januarju jih oni prejmejo in potem bomo videli, kaj natančno lahko iz tega ven pride. Mene osebno lahko rečem, da že samo povabilo po sebi se mi zdi ena izmed stvari, ko je zelo velik dosežek. Kaj pa bi lahko se zgodilo potem, o tem bomo pa govorili potem, ko bodo zadeve že dokončno zrealizirane. Ljudje me zelo sprašujejo, kaj bo v darilih, ki jih bojo prejeli nominiranci. Zaenkrat naj to ostane samo še en košček časa, majčken skrivnost, dokler se zadeve ne speljejo do konca, ampak obljubim pa, da bojo pa takoj, ko bojo stvari prišle do konca, bo celotna kolekcija predstavljena tudi v Sloveniji in ravno tako bo na voljo tudi našim domačim kupcem, ker zdi se mi, da so te kupci oziroma naši ljudje so veliko in dolgo časa že moji stalne stranke, moji podporniki in želim, da so prvi tisti, ki jih lahko tudi prejmejo. Kulturno društvo Podkum sedaj pozna že skoraj vsak Zasavčan, saj je s svojimi tradicionalnimi dogodki, kot so Naša država praznuje, Večer na vasi, Nočni pohod na Kum, zlezlo ljudem globoko pod kožo. Ker pa se nahajamo v božičnem času, so letos znova pripravili tudi žive jaslice. Predstavljamo žive jaslice zaradi tega, ker smo si želeli skupen projekt z otroško in pa odraslo skupino kulturnega društva Podkum.
Veseli nas igra, zato smo pripravili ta dogodek. S pripravami začnemo v oktobru, najprej z vajami za tekst, potem v novembru dodamo še vaje za pevski zbor in pa potem bolj intenzivne vaje v decembru. Sodelujejo igralci, to se pravi nekje 10, in potem še vsa tehnična ekipa, bodo okrog 20. Letos je božična igra Pastirji tisto noč, to se pravi, da bo prikazan vidik strani pastirjev. Drugačna je lokacija zaradi samih ukrepov. Prireditev bo potekala na igrišču, kjer bodo za obiskovalce sedišča, pa živali ne bomo imeli. Malo smo mogli prirediti dogodek. Lepo vabljeni 25. v soboto ob 5. popoldne in ob 7. zvečer, ter ravno tako 26. decembra na nedeljo, enako ob 5. in pa ob 7. Vstopnine ni, bomo pa veseli vsakega prostovoljnega prispevka, ki nam jih bodo namenili, ker tako podpirajo naše delovanje. Za vstop na prireditev pa bo potreben pogoj. Predpraznični čas okoli Božiča in Novega leta nekateri ne morejo preživeti brez uporabe pirotehničnih sredstev, kar včasih pomeni prave kanonade, ki motijo tako ljudi, še bolj pa živali. V smislu zmanjševanja tega nepotrebnega prazničnega dodatka deluje tudi slovenska policija, ki bo tudi letos budno spremljala in po potrebi sankcionirala vse tiste preveč zagrete bombaše. Spoštovani! Policija tudi letos v prihajajočem prednovoletnem obdobju in ob prehodu v novo leto posveča pozornost na uporabo pirotehničnih izdelkov, ki so lahko nevarni in za okolico moteči. Neprevidna ali nepravilna uporaba pirotehnike pogosto povzroči telesne poškodbe, za živali je moteča in stresna, prav tako pa pušča negativen vpliv na okolje. Policisti policijske postaje Litija bodo tudi opozarjali občane na škodljive posledice uporabe pirotehnike. Informacije o pirotehniki najdete tudi na spletni strani policije. Pomembno je, da jih kupujete od uradnih prodajalcev, saj so izdelki kupljeni na črnem trgu lahko zelo nevarni. Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih določa, da je prodaja ognjemetnih izdelkov prve kategorije, katerih glavni učinek je pok, fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januarja. Uporaba ostalih pirotehničnih izdelkov, kot so rakete, fontane, baterije in podobno, ostaja dovoljena skozi celo leto. Uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije F1, ki so proizvedeni, namenjeni in označeni za tako uporabo. Za kršitev določb Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih je predvidena globa od 400 do 1200 evrov za fizično osebo, prav tako pa se ognjemetne pirotehnične izdelke odvzame. Ob tem je potrebno opozoriti, da je uporaba pirotehničnih sredstev osebam mlajšim od 16 let prepovedana, dovoljena pa jim je le, če so pod nadzorom staršev oziroma skrbnikov. Policisti policijske postaje Litija vam želijo srečno leto 2022. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Zagorje ob Savi sporoča, da je ogled regijske razstave Videz tipnega v avli Kulturnega centra Delavski dom Zagorje možen vse do 15. januarja 2022. Pred nami je Božič, zato so se v zavodu Antona Martina Slomška odločili pripraviti praznično božičnico, s katero želijo blagoslovljen praznik vsem gledalcem in poslušalcem. Ogledate si jo lahko po današnjih novicah. V nedeljo na dan samostojnosti in enotnosti pa si ob 20. uri lahko ogledate film posnet ob 30-letnici slovenske osamosvojitve Hrepenenje nekega naroda. Lepo preživite praznične dni. Hvala za vašo pozornost in pozdravljeni.